in fotografije, ki si jih lahko ogledate v galeriji Niko Ignjatić, so rezultat potovanja motoristov po Balkanu. Želja po raziskovanju v ta del sveta se je rodila, ker je vzdušje na tej sceni enostavno prijetno. Kljub temu, da ruski klub motoristov temelji na rodoljublju, veri in moralnih vrednotah, je sodelovanje Borisa Pratnekarja poneslo v kraje, katere ne bi drugače nikoli videl in doživel na tak način. Gre za predstavitev poti, ki je narejena z predstavniki ruskega motokluba, in to je pot, ki označuje na nek pot ruskih potnikov ali kakorkoli, ki so v preteklosti bodisi živeli, bodisi potovali po Balkanu, poslovali ali karkoli. Ta zadeva se imenuje Ruska pot in jo pač Rusi proslavljajo vsako leto, ne. Skozi potovanje so motoristi dobili vpogled v zgodovinsko, kulturno in umetniško področje obiskanih krajev, do sedaj popolno neznano in nepredstavljivo združljivo z motociklističnim načinom življenja. Pred svojimi 6-7 leti sem dobil pred prispevek od enega kluba iz Srbije, ki so bili v Moskvi in so tam obiskali center tega kluba, pa hudo zanimive slike sem tam videl, ne. To me je malo spodbudilo, da sem šel malo po internetu iskati, kdo to sploh so. Najdel sem njihovo podružnico v Skopju, poklical po telefonu, smo se dogovorili za redno sodelovanje, so mi začeli pošiljati tudi svoje prispevke. Na pot smo šli pa potem septembra, so me povabili na tole pot. Trajala je 10 dni in je nekako obsegala, oziroma potovali smo skozi iz Črne gore, skozi Albanijo v Makedonijo, potem v Srbijo, pa nazaj v Črno goro. Kraji in objekti, ki so jih obiskali, imajo ogromno vrednost, saj poleg spominov in dokazov, ki jih nosijo, tudi povezujejo in združujejo ljudi in narode. Tu smo obiskali njihove pravoslavne manastirje, samostane, ki so tudi na zelo odročnih krajih zgrajeni. Oni jih imenujejo tudi to ortodoksni manastirji, ne. In v nemogočih, kako bi rekel, okoliščinah, naravnih okoliščinah ustvarjajo, živijo in ustvarjajo. Ob zaključku potovanja so začele zoreti tudi ideje za projekte in dogodke, ki bi našemu mestu pripomogli pri ozaveščanju o preteklosti in družbi, ki nam je geografsko sicer zelo blizu, vendar večkrat zapostavljena in pozabljena. Iščemo že, kako bi rekel, zgodovinske točke, na katere bi se lahko oprli, da bi lahko naredili en ogled teh krajev. Nažalost v okrožju, v celjskem okrožju nismo našli ničesar, niti s pomočjo muzeja novejše zgodovine, niti s pomočjo arhiva, tako da še iščemo. S to razstavo se želijo ljubitelji motorističnega načina življenja nekako zahvaliti in pomagati tistim, ki trdo delajo za ohranitev spomenikov in mojstrovin.